pri 10 letih sem to tekla, prvo desetko, potem pa pri 15 moj polmaraton. Če sem vse tako trenirala in dala vse od sebe, da bi šla to čez ta maraton v Tokiu, pač sem rekla, meni bi moglo biti vseeno, ampak noge še delajo zaenkrat, tako da noge bodo že nekako tekle na maratonu in dihala bom še. Tek je zame prav disciplina in red, pa tudi šport, pa življenje. Dobro jutro, vesel Božič vsem, to je namreč božična epizoda podcasta Zagret za tek. Lepe praznike, upam, da ste dobili veliko daril, da vas je tudi Božiček obiskal. Če tole poslušate na božično jutro, dobrodošli, če poslušate kasneje na kakšnem teku, sprehodu, še bolje. Danes imam čast in veselje gostiti prav posebno gostjo. Z mano je Viktorija Horvat. Viktorija, živjo. Kako si, Viktorija? Si danes že tekla? Ja, sem danes opravila že jutranji trening, tako da sem vesela, da sem že opravila, sem vesela po teku drugače, ja. Viktorija, ti si, dajva reči tako, jaz te bom predstavil v enem stavku. Prva slovenska gluha maratonka, ki je pred kratkim prišla iz olimpijskih iger gluhih, ker je v maratonu dosegla odlično 8. mesto. Čestitke, Viktorija. Hvala. Ja, drugače je bila lepa izkušnja, pa tudi pač prva profesionalna tekma, ki sem pač pretekla maraton brez slušnega aparata. To je bil zame najtežji izziv, saj drugače je takšen občutek tek z aparatom in tek brez aparata. Dajva reči, Viktorija, nisi samo maratonka, nisi samo tekačica, resno treniraš šele 1 leto, očitno imaš talent. Povej mi, če bi te vprašal, da se na kratko predstaviš najnim gledalcem, najnim poslušalkam, kaj bi rekla? Kdo je Viktorija Horvat? Ok, jaz sem Viktorija Horvat, jaz sem pač iz Lucije, sem stara 24, sem tekačica, maratonka, sem študentka varstvoslovja, pač delovna pa pridna oseba, pa tudi vztrajna oseba, pa tudi taka oseba, da ne bi obupala, pač vztrajam do konca karijere pač. Pa sem gluha oseba, ki imam božkov usadek. Jaz lahko normalno govorim, ne znam uporabljati znakovnega jezika, pa še lahko povem o sebi. Lahko povem to, da obožujem nogomet, rada gledam nogometne tekme, tako da sem športnica, tako da. Zdaj, super, hvala Viktorija, dala si cel kup iztočnic, tudi mene, da te še kaj vprašam. Recimo, študiraš varstvoslovje, kako da si pač šla v to smer, recimo študija? Iskreno, pač jaz sem diplomirala na višji šoli wellness in jaz sem imela ene cilje v prihodnosti, ampak so se spremenili. Pač želela sem študirati kineziologijo, ampak zaradi omejitev pač nisem bila sprejeta in potem sem se vpisala na višjo šolo wellness in po končani šoli pač nisem vedela, kaj lahko pač delam, ker ni moje delovno mesto primerno zame, pač za mojo pač oviro. Pač v glavnem sem potem pomislila na to, da bi pač rada delala v administraciji. Samo to je bilo še pred športno kariero in sem pač rekla, da bi rada delala na policiji ali v vojski, tako da bomo videli, kaj bo naprej. Odlično, v policiji, vojski, naša država bo še varnejša, pa če boš v policiji, ti noben zlikovec ne bo šel, če boš pa v vojski, pa ja,
pa tudi ne noben agresor. Malo se hecam, ampak menda si imela tudi službo, imaš še službo ali si zdaj v prostem času se ukvarjaš samo še športom? V prostem času, ko pač opravim treninge, pač jaz v prostem času gledam serije ali filme, ja, ali pa pač rada grem ven na sprehod, pač se družim tudi z mojo družino ali pa s kolegi, se dobimo pač na pijači in včasih kdaj pa tečem s kolegom oziroma kolegi. Tvoja zgodba je bila zadnji mesec kar veliko v medijih, si zelo zanimiva, sedaj tudi za sedmo silo, ali tvoje življenjske zgodbe. Če lahko malo obnoviva, ti si se, v bistvu, rodila si se gluha in to so tvoji starši ugotovili, bom rekel, šele precej kasneje. Ja, tako je. Moji starši so šele ugotovili pri 18 mesecih, saj drugače prej niso to mogli odkriti, ker v teh časih so pač odkrili to, zato ker sem bila taka živahna in da se je to šele potem kasneje opazilo, ker nisem na primer slišala pač zvokov iz okolice in potem pa so se začudili moji starši, zakaj ne slišim, in potem so me pač peljali k zdravniku in tam so potem še naprej napotili na preiskave in potem so tam ugotovili, da sem gluha oseba. In pa potem sem dobila svoj prvi polžkov usadek to pri 2 letih in pol. Izvoli, kar prosim. Pač od takrat sem se potem naučila poslušati s tem polžkovim usadkom in pač od takrat sem se tudi naučila govoriti, pač ni bilo enostavno na začetku, saj kajti še bilo težko za mojo mamo, ki se je toliko potrudila zame, pač vesela sem za njo, da je ostajala z mano. Tako da lahko normalno govorim pač. Super. Dajva najini publiki razložiti, kaj je polžkov usadek, namreč ljudje vejo morda, da je slušni aparat pač neka naprava, ki pač ojača zvoke, ampak ta usadek je pa nekaj drugega v bistvu. Polžkov usadek je predmet, s katerim oseba pač sliši vse, oziroma sliši glasne zvoke, oziroma tihe zvoke pač ne slišiš. V glavnem v bistvu je to naprava, ki ti jo na en način vsadijo, se pravi, s katero stimulirajo slušni živec, če jaz prav razumem. Medtem ko slušni aparat samo zvoke prenaša notranjost ušesa, pa je tukaj stimulacija živca tista bistvena, če prav razumem ta koncept. V glavnem pač sta dva dela polžkovega usadka, notranji pa zunanji. Notranji del je pač en magnetek s elektrodami, ki so to pač uredili to pri zdravniki, pri operaciji, da si imel to elektrode stlačene v polžku in da imaš magnet na tej strani pač ob strani lobanje in pač to je bil notranji. Zunanji pa da je ta polžkov usadek ta stvar, ki samo z magnetom se pač pripenja tako. Pripenja, ja, tako je. In je notri v bistvu tukaj neke vrste mikrofon, ki zajema zvoke in potem te zvoke stimulacijo prenaša na slušni živec in potem ti slišiš. Ti seveda ti se ne spomniš tega, si bila premajhna. Ja, tako je. Ampak še vedno, ko so ti ga vsadili, a so ti ga potem z leti se ti to zamenja, ali je to še ista naprava? Pač, da se pač pri 5 letih na vsakih 5 let se menja polžkov usadek. Tako je stvar podobna kot mobilnemu telefonu, ki se pač porabi stvarce. Pa je to kaj neprijetna operacija poseg, ali je to zdaj že to rutinsko, tega si že navajena? Čau se ne spomnim, kaj to je bila operacija pred operacija notranjega dela. 20 leti. Notri posegajo več, ta usadek notranji ostaja, to je to in
tega se ne menja, razumem. Mhm. Samo zunanja enota. Ti potem lahko se pravi, ta zunanji del lahko odstraniš, se pravi, če ga odstraniš, kot si ga morala recimo na olimpijskih igrah ali pa kje drugje, v tem primeru pa potem ne slišiš čisto nič. Ja, tako je. 100% sem gluha, zato nič ne slišim. Ja, nič ne slišim zvokov, nič, prav nič. Samo čutiš samo vibracije, če je glasna glasba, kot naprimer na koncertih ali kakšnih športnih prireditvah. Samo ko sem bila na olimpijskih igrah, nisem kaj začutila toliko vibracij, ker je bilo čisto vse mirno, tiho, pač tam na Japonskem. Tudi navijači niso, bom rekel, razgrajali ali pa da bi mahali, so bili bolj umirjeni, hočeš reči. Pač na olimpijskih igrah, mislite? Ja, tako. Pač na olimpijskih igrah so bili pač glasni navijači, ampak jaz tega ne slišim. Si videla, kako navijajo, kako mahajo, kako se derajo? Ja, sem videla, kako so mahali tam ljudje, pač pa mahali z rokami. Ampak se pravi, ti si morala ta osadek, se pravi, odstraniti pred začetkom tekmovanja, zato ker Pred začetkom tekme sem mogla dati dol aparat, ja. In pač taka pravila pri gluhih oziroma na tekmah, tam, kjer je tekmah za gluhe, pač so taka pravila, da moraš biti brez aparata, saj tako so enakovredna pravila za vse, ker eni sploh nimajo aparata. In zato pač nikako pošteno do ostalih. Ja. Pa ko si se pripravila na to tekmovanje in si vedela, da boš morala biti brez aparata, trenirala tudi brez njega ali si trenirala ves čas slišeča? Sem trenirala kar v oboje primerih, da sem trenirala z aparatom in brez aparata. Z aparatom je pač lažje trenirati. Pa brez aparata je težko. Je zelo, zelo neprijeten občutek, nič ne slišiš. In da ko tečeš za aparatom, pač lahko slišiš vse. Pač ni samo to, da lahko slišiš vse, ampak da si potem lahko tudi osredotočen, naprimer na traso. Medtem ko pa na olimpijskih igrah oziroma in treningi, da če tečeš brez aparata, si mogel malo tako okrog gledati, kot da si bil izgubljen. Pač ni bilo enostavno in si mislil, da... Se pravi, nisi šla za test na kakšen dolgi tek tudi brez, da bi simulirala te pogoje na tekmi, ali pač si šla? Ja, sem testirala tudi na treningu brez aparata. Samo sem se še vedno se borila s tem, da želim imeti aparat nazaj. Ampak, da naprimer, če si brez aparata, pač jaz imam samo naslednje, ko se reče, pač, da jaz vidim pač vse okrog pogledam, kaj se dogaja in pač medtem, ko pa se težko malo osredotočiš na to, tako na kratko. Zanimivo. Se pravi, mi, ki nimamo te izkušnje, včasih smo se pogovarjali, pa tečeš, pa je cel kup motečih zvokov, pa bi rekel, joj, kako bi to ta takrat izklopil, pa si misliš, če bi bil pa zdajle gluh, pa nič ne bi slišal, bi se pa lahko koncentriral samo na tek, ampak ti praviš, da temu seveda ni tako, da če ne slišiš, imaš še več dela s svojo okolico, kot pa če slišiš. Drugače, jaz sem pač malo žalostna za tistega, ki je to rekel, pač. Ni samo to ni moteče, pač, še posebej, če tečeš maraton, to je boljše, da slišiš, zato ker, naprimer, so taki dolgi kilometri, 42 kilometrov, in da, naprimer, če ti zmanjka pri kakšnih 35 kilometrih, ti rabiš množico slišati, samo navijaške besede. In to te pač, da pač naprej, pač, da te še spodbujaš sebe, da lahko greš naprej.
da zmoreš to. Saj, kot je težko, pač slišiš druge, da tudi lahko verjamejo vate in tako da. Lepo, da si to povedala, da si malo nam, ki pojma nimamo, kaj to pomeni biti gluh, malo razjasnila pač te pojme. Vsak od nas morda pozna koga, ki mogoče slabše sliši, ali pa kakšnega starejšega človeka, tudi kakšnega gluhega, ampak tega pač tekačev pač ni veliko. Poznaš ti morda, sedaj že najbrž pač mednarodno konkurenco, ampak v Sloveniji kakšnega gluhega tekača, tekačico, ki bi se vsaj rekreativno ukvarjal s tem športom? Pač poznam pač moje gluhe tekmovalce, ampak so oni na kratkih disciplinah, pač šprinti 100-200 metrov, pa atletska disciplina kot skoki pa. Meti. Ja. Da bi pa Tako da poznala. jaz sem edina na tej daljši disciplini in tako da pač se počutiš malo drugačno, kar je. Pač nekdo je dober na krajši disciplini, medtem ko pa je dober malo na daljši disciplini. Vsak je različen pač. To drži, če si rekla, da si se počutila drugačno ali pa se, kako pa je bilo, mogoče malo neprijetno vprašanje, pa vseeno odraščati recimo med vrstniki, ko si vendarle imela pač ta handicap, nisi slišala vsega oziroma si imela polžkov vsadek, so bili včasih tudi težki trenutki, a te je okolica sprejemala? Vem, da otroci ali pa okolica zna biti tudi dokaj, bom rekel, zlobna ali pa neprijetna včasih do ljudi, ki pač ne sodijo v kalup, ki si ga vsi predstavljajo. Pač jaz imam pozitivne in negativne stvari v zvezi s ljudmi. V glavnem, jaz se srečam s ljudmi, naprimer ko se reče za neznanci, pač na moj videz me vidijo kot normalno osebo, pač karkoli vprašam za eno stvar in če nisem razumela neznanca, pa pol prosim, da mi lahko še enkrat povejo, ker nisem tudi razumela. Pač in pol meni rečejo, zakaj se hecaš, pač, a nisi ti ne vem kaj, a nisi ti gluha. Ja, seveda sem gluha, zakaj misliš, da bi te vprašala? Drugače, pač eni ljudje pa me imajo za Rusinjo, pač, zaradi mojega naglasu. Tako da, v glavnem, pač, kot sem rekla, da z polžkovim vsadkom pač lahko vse slišim, ampak komunikacija je odvisna od človeka, s katerim govorim. Naprimer, če je človek tih, pač ga težko razumem in zato moram ga lepo prositi, če mi pove še enkrat. Če je pa človek glasen, pač lahko lepo razumem. Pač, ja. Včasih ljudem sploh se ne da jim ponavljati, zato moraš se znajti, še posebej, če si v svetu slišečih, to se moraš navaditi, da že takoj moraš razumeti na prvi stavek. Tako da se tudi moraš navaditi, da ne sprašuješ. Mislim na to, da recimo na predavanjih na fakulteti profesorja ne moreš ves čas spraševati, ga moraš razumeti iz prve, če te prav razumem, ja. Na predavanjih na pol poslušam. Tako kot vsi pravi študenti. Bravo. Si se naučila tudi skozi to moče brati iz ustnic, oziroma gledaš človeka tudi, ko govori, kaj govori, ali pač ne rabiš tega? Ne berem z ustnic, drugače samo bi rekla na to, da v glavi poskušam razločiti črke, glasove, pač vsako besedo razločim. Predstavljajte si, da kot gluha oseba pač ima polžkov vsadek, da če brez njega nič ne sliši. In da daš primer osebi, kako je biti gluha.
Jaz bi rekla, da pejdi po svetu s slušalkami, pa da imaj malo nekaj glasno in da greš do osebe vprašati, kaj poveš lahko kaj in predstavljaj si, kako si kaj slišal sploh. Pač slišal, ampak nisi pa razumel, a ne? Tak je primer. Kako pa komuniciraš recimo z gluhimi ljudmi, ki nimajo recimo tega polžkova vsadka ali pa slušnih aparatov, z ljudmi, ki so pač gluhi? Rekla si, da pač ne uporabljaš znakovnega jezika. Imaš kakšne druge načine, da komuniciraš recimo z njimi? Pač jaz ne znam uporabljati znakovnega jezika. Odvisno, s kom se pogovarjam. Če ima gluha oseba pač polžkov vsadek, super, pač če zna govoriti, to je super. Če nima, če ne zna govoriti oziroma pač nima polžkovega vsadka, pa si pišeš pač po telefonu ali pa sporočila. Hvala Bogu. Evo, hvala. Ja, Pa je neka vsaj dobra možno. stvar v telefonu. Do zdaj, Viktorija, mislim, po enem letu resnega tekanja, takoj olimpijske igre, več mi povej, kako si se uvrstila, kje si slišala, kdo ti je povedal, da olimpijske igre v Tokiu v letu 2025, da tja lahko greš, kako se tja uvrstiti. Povej mi vse, celo zgodbo, kako si prišla do tega velikega tekmovanja, kjer si dosegla ta uspeh. Ja, lahko povem, dolgo zgodbo je. Izvoli. Na kratko, moja zgodovina pač o teku se je začela, ko je moja mama začela teči, pač takrat sem začela potem z njo teči, potem pa moja uradna desetka je bila na mojem prvem istrskem maratonu in se je začela tekaška zgodovina do danes. Potem sem tekla pri 10 letih sem to tekla, prvo desetko, potem pa pri 15 moj polmaraton in potem nekaj časa sem posvetila pri teku, da čez 3 leta sem šla na prvi polmaraton, potem nekaj časa sem malo poslovila od teka, ker sem se ukvarjala s gimnazijo pa faksom oziroma višjo šolo na Bledu. Potem sem šla to s mojim ciljem, da bi rada tekla maraton, pa sem rekla, ja, moram začeti od pač začetka, ne, ki sem tudi tako zaradi gluhote pač malo težko bilo to, uskladiti to delo s šolo, v glavnem. Tekla sem potem pol leta oziroma celo leto pred mojim prvim ljubljanskim maratonom. To je bil ljubljanski maraton leta 2024. Sem pač tekla vse to 3-krat na teden. Potem sem pač pretekla 3 ure 45 minut. Potem en mesec po maratonu mi je oče predlagal, da grem na olimpijske igre gluhih. Jaz sem pa tako bila brez glasu, zato ker ni fajn biti brez aparata, ki sem pač okej. Potem sem rekla, dobro, grem napisati email Zvezi gluhih. Šla sem na razgovor in potem so rekli tam, da bi bila prva slovenska gluha maratonka. Zanimivo. Potem lahko grem pač častiti našo državo Slovenijo, pač kot prva slovenska gluha maratonka, ne. In Kje pa je oče našel te podatke, je šel po tvojem maratonu, ki si ga odtekla, mimogrede odlično, je šel sam iskat, da to obstaja? Mislim, če ne bi ti letos dosegla tega rezultata, mislim, da širna Slovenija niti ne bi vedela, za božjo voljo, da obstajajo olimpijske igre gluhih.
kaj šele, da se tam teče maraton. No, kje pa je tvoj oče izbrskal te podatke, je šel takoj na internet gledati, pa je rekel, hčerko bomo probali poslati nekam. To pa bi mogla vprašati mojega očeta, odkje je to povlekel te podatke. Drugače, to je že veliko časa govoril, da bi šla na kakšne tekme pač gluhih, a ne, samo to sem se malo zavlačevala, da ne bi šla. Sem pač po maratonu rekla, dobro, pač grem na razgovor, pa bom videla tam. Mislim, a je bil kakšna norma, je bil kakšen pogoj, da prideš tja, ali izvoli? Ja, je bila norma. Norma je bila tako 4:15 za maraton. Jaz sem pa imela 3:45 za moj prvi maraton. Normo si imela iz prve, potem je bilo potreba kaj urediti, samo še formalnosti in si bila del reprezentance, ali kako? Kakšen je bil postopek, potem, ko si šla na Zvezo gluhih, so te oni potem prijavili, da si mogla še kaj drugega narediti, še kakšne druge stvari upraviti? Jaz sem imela normo, ker sem pač že gluha oseba, prva stvar. Potem pa druga stvar, da sem imela maraton pač doseženo normo. Tako da je bilo super. Potem pa pač na razgovoru sem pač povedala, da nimam trenerja. In tam so potem poslali najhitrejšega slovenskega maratonca Romana Kejžarja, ki zdaj od novembra 2024 treniram pač. Govoril sem z Romanom, sem mu dejal, no daj mi povej, kako si ti spoznal Viktorijo, pa je dejal, ja, punco so poslali k meni, ne, pa jo pogledam, pa jo vidim, da je bolj drobna, da zna teči, da mogoče pa je material za maratonko, potem sem jo preizkusil in sem videl, da ima še nekaj manevrskega prostora, ampak da je dovolj trmasta in odločena, da bo še iz tega nekaj. No, in vajino sodelovanje je takoj obrodilo sadove, kaj ne? Kakšna je bila največja sprememba, ki si jo ti doživela, ko si naenkrat prišla zdaj k trenerju trenirati, prej si pa trenirala sama? Razlika je bila to, da sem prej trenirala 3-krat na teden. Sama sem pač tekla, večinoma izteke. Izogibala sem se teh, ko se reče, intervalov. Šprintov. Ja, šprintov, ja, tako. Pač ne šprintov, ampak, ko se reče, takih, da se mogo pač na hitrosti delati. In odkar sem pač pri Romanu, sem pa delala na hitrosti. Tako da, seveda sem se tudi matrala. Pri Romanu je super, da sem pač vsak dan pač trenirala, sem imela pač plane napisane, kaj se pač dela točno. Tako da 2-krat na teden grem v fitness, 2-krat na teden grem delati intenzivne treninge na stadionu in 3-krat na teden pa to delam izteke, pa v ponedeljah družino. Tako da imam pač mešano. Prej pač sem imela samo izteke, pač družino. Ja, mi navadni rekreativci, ki imamo samo izteke, pa še to se nam včasih ne da, no ti zdaj treniraš vsak dan, treniraš potem sama, treniraš tudi z Romanom, se dobita, z ekipo, kako to izgleda? Ja, saj večinoma sama treniram, potem pa pač 2-krat na teden je to stadion, ki se to dobimo z Romanom pa njegovo ekipo. Pa tudi se dobiva s trenerjem to v fitnessu tudi, tako da delam vaje za moč, tako tudi. Tako da, ja, imaš eno samostojno, eno pa s trenerjem. Tako je odvisno od plana, kaj imaš. In ko sta začela sodelovati z Romanom, imela sta manj kot 1 leto časa, da zdaj natreniraš za olimpijske igre. Ampak on je dal tudi še vmesne cilje, kaj ne? Videla sta že spomladi planirala maraton, ki bo nek test, kakšen napredek si uspela narediti ali kako. Od novembra 2024 sem pač trenirala. Moj trener Roman je pač imel plan, da testiram pač maraton v Linzu aprila, ki sem pač dosegla prvi maraton z Romanom.
ki sem dosegla 3 ure 16 minut, sem pač naredila svoj osebni rekord za 28 minut. Tako da sem imela temperja, pač trenerja, tako da je bilo super in težko. Sta se v Lincu naprej dogovorila za tempo, sta približno vedela, kam ciljaš, kakšen je bil pravzaprav plan takrat? Ja, se je bil dogovorjen, da bi bil čas 3 ure 20 in jaz sem pa 3 ure 16 minut na tem. Se pravi, si šla hitreje, on ti je držal tempo, ti si tekla v bistvu za njim. Ampak on je najbrž začel bolj počasi ali kako, ti si se počutila močnejšo, pa si potem, da sta šla na koncu 3 minute hitreje. Pač tisti dan sem imela kar polno energije, da sem pač bila živčna, ki pač treniraš, pač prvi maraton, ki prej si treniral za en maraton, ki sem bila še to živčna, ja. Tako da je bilo super, ker sem imela trenerja Romana za temperja, pa da sem lahko pač tekla normalno, tudi sem lahko tekla za maraton, ki je bilo to super, ja. Pa vreme je bilo tako dobro zame, pa sem imela pač vse sem... Vse se je poklopilo, hočeš reči, vse je bilo perfektno tam v Lincu, si bila. Pa ja, kar recimo. 3:16 je izjemen rezultat, se pravi, v samo nekaj mesecih sta praktično odrezala pol ure od tvojega maratonskega časa. Mislim, to je izjemen napredek. No, potem se je res poznalo, da delate nekaj prav, ja. Ja. In po Lincu v bistvu je bil Tokio naslednja postaja, ali si vmes imela še kakšne krajše tekme ali pa kaj drugega? Naslednja tekma je bila to Tokio. Pač sem prišla že tako 2 tedna prej v Tokio, pa sem tudi doživela vse, pač, da sem letela že tako v drugo državo, ki še nisem. In pač dolg let me je malo izmučil, pa pač... Najbrž je bilo težko, kaj pa jetlag, kaj pa spanje recimo, no, Japonska je vendarle, ne vem, 9-10 ur pred nami, pa let traja 13 ur in potem se ti vse zmeša v glavi in potem moraš iti spat, pa nisi zaspan, pa kot staneš, si zaspan. Kako je to pri tebi izgledalo? Veš, kaj je bilo pri meni? Jaz sem pač prvič letela za letalom. In sem pač doživela prvi let za letalom, da sem bila tako zelo navdušena nad letom, da smo leteli iz pač Brnika do Istanbula, je bilo lepo pa kratko, pač 2 ure je minilo. In ko sem prišla v Istanbul, tam na drugo letalo do Tokija je bilo na začetku v redu, potem pa sem jaz celo tako zavleklo, sem jaz mislila, da bom umrla. Takrat tudi na letalu nisem spala. Tako da, tako, pa še tako časovni zamik je bil 8 ur naprej, tako se ti je zdelo, kot da nisi spal 2 noči. Saj tudi nisem spala, tako da spanje mi je bilo močno, ker nisem spala. Pa potem, ko smo prišli v Tokio, si se pač navadil po 4 dneh, si pač se spravil, potem pa še vreme je bilo tako čudno, mrzlo, oblačno. Pač je bilo kar dobro, samo potem pa še zbolela, sem en teden pred maraton. Že na Japonskem, ja? Na Japonskem? Ja, tako na Japonskem, da sem čutila že takoj v grlu, da me nekaj žgečka in jaz sem tako rekla, prosim, da ne zbolim, in sem zbolela. In potem čutila sem bolečine v grlu, potem pa sem začela kašljati, pa potem sem mislila, da bom pač brez sape, pa še tako sem se počutila slabotno, pa še en dan sem imela vročino, ki je to šlo hitro mimo, samo grlo pa kašljala sem. To še bilo kar še vedno zmeraj, še in to se je tako vleklo do maratona. In pač sem bila
tako na pol pač zdrava, ko sem prišla na maraton. Si razmišljala ta teden, ko si bila bolana, ko si zbolela, da morda sploh ti ne bo uspelo, da morda sploh ne boš štartala? Mislim, tako sva s trenerjem tako že pogovarjala o tem, da sploh ne bi nastopila, ampak pač okej malo. Ti prideš na Japonsko, na drugi konec sveta in da ne bi pač tekel, pač ne bi doživel izkušnje. In to je bilo pač, pri meni pač ni bilo fair do mene. In sem rekla, če sem vse tako trenirala in dala vse od sebe, da bi šla to čez ta maraton v Tokiu, pač sem rekla, meni bi moglo biti vseeno, ampak noge še delajo zaenkrat, tako da noge bodo že nekako tekle na maratonu in dihala bom še dihal zdaj. In sem rekla, ni več važno, grem teč na maraton in še tako za Romanom sva se tako pogovarjala, če bom pač tekla, bom tudi imela čas, bom pač imela slabši čas od pričakovanja. Ker jaz sem bila tako, ko se reče, da sem pač bila v dobrem Si imela glavo naštelano, da boš pozitivno si bila naravnana, da bo šlo. Ja, pa tudi sem bila zelo dobro pripravljena na maraton. Pa da sem imela lahko pač čas na maratonu, da bi lahko imela 3 ure 5 oziroma 3 ure 10 minut. 3 ure 10. Noro. Ampak sem pač potem zbolela in teden pred maratonom pa je bilo to vprašanje, da če bom sploh izboljšala osebni rekord ali pač bom slabšala. To niti ni bilo važno, hočeš reči, važen je bil nastop in prideti v cilj. Ja. Pa seveda je bilo meni važen čas in tak. Vsak še želi to izboljšati svoj osebni rekord. Vsak. Bravo. Mislim, si vendarle tekmovalka, si vendarle zagrizena in si šla, hočeš reči, ne na turistični ogled Japonske, ampak šla si tekmovati in to je bil tvoj primarni cilj, je tako? Ja. Ja, sem ogledala pač znamenitost Tokyo Stop, ta je meni bila najbolj všeč. Pa sem gledala ta svetišča, pa sem pogledala muzej samurajev, pa sem pogledala tudi japonske stavbe, tako na videz. Polno stavb pač in majhne sobe. Joj. Pač, jaz imam rada pač majhne sobe, samo ne tako manjšo, da ko mi hodiš kaj po sobi. Ja, spoštovane, če boste šli na Japonsko, pa ko boste rezervirali hotel, zmeri piše zraven, koliko kvadratnih metrov ima soba, to sem se jaz naučil, in potem misliš, sej 9 kvadratnih metrov je pa kar veliko, no potem, ko ugotoviš, da je na 9 kvadratnih metrih postelja, WC, tuš, vhod in da kufra niti odpreti ne moreš, ko greš v sobo, potem ugotoviš, kaj to pomeni. Tako da Japonska je posebna. Tokio, tvoje mnenje, ogromno, milijoni ljudi vse povsod, gužva, vse gre v višino, jasno, ker nimajo prostora, podzemne železnice so nabito polne. Kako je bilo tebi všeč občutek, sama Japonska, Tokio, največje mesto navsezadnje na svetu oziroma eno največjih? Pa meni je bila lepa pač Japonska, pač čista država, si pač videl čiste ulice, si pa videl kar polno ljudi kot mravljišče. Si pač videl ljudi samo takrat, ko so odhajali iz železniške oziroma avtobusne postaje. Tako da vidiš prazne ulice, ko so delovne ure. In jaz tako, wow, to pa sploh ni pri nas takole, ne. To pomeni, da so ljudje pač osredotočeni na svoje delo, da zjutraj pač vidiš vse ljudi, potem pa so v službi do, ne vem, do kakšne ure in potem pa vidiš odhajati ljudi. Pač delavni ljudje so,
mirni pa tihi, a je še to japonska mesto, mislim, kjer sem pač bivala v hotelu, pač je bilo zelo mirno pa tiho. Ko si pa šel v center, mesto Šibuja je pa bilo glasno, pač zanimivo. Še posebej je lepše bilo, ko smo šli to, ko se reče, nočno malo nasprej po mestu. Vse se sveti, to so pa visoke stavbe, povsod ogromno reklam, lučk, norišnica. Ja, tako je, ja. Pač zanimivo. Pa veliko je bilo teh animacij, pa tudi si videl take ljudi malo, ko se reče, posebno oblečene. Ja, lepo je bilo pač. Samo ni bila moja sanjska težava, tako da sem pač vseeno doživela izkušnjo na Japonskem. Priporočam tistim, ki imajo radi animacije, pa priporočam tistim, ki imajo radi kakšno tako azijsko hrano pa to. Ti ne maraš azijske hrane ali pač? Veš kaj, jaz sem mogla paziti na to hrano, ki sem pač imela maraton na zadnji dan. Sem dolgo čakala, joj. Pač jaz sem jela riž za zajtrk, to jaz itak imam rada riž, pa testenine, pač oziroma nudli v juhi, pač pa so še ene vrste maščob, pa še ene ribe, pa nekaj surovo, to suši, pa to. Pa jaz sem samo jela riž pa pašto, ki sem rabila za ugljikove hidrate pred maratonom, tako da malo sem preveč, ampak sem imela kar dovolj energije za maraton pol. Si tudi spremljala svoje klubske oziroma reprezentančne kolege in kolegice, nekateri so pobirali tudi medalje in tako naprej v atletiki. Si spremljala ta program, si šla tudi na štadion ali zaradi bolezni pač tega nisi mogla? Ja, sem spremljala svoje kolege, sem ponosna na njih, drugače sem še bolj ponosna na tisto Lejo Glojnarič, ki je pač dosegla 3 bronaste medalje, kljub poškodbi, pa kljub bolezni. Tako da ji svaka čast pač, ker to ni tako pač enostavno s to poškodbo pa to boleznijo. Mogoče veš, koliko je bilo, kako velika je bila slovenska reprezentanca in morda koliko je bilo vseh atletov tam iz vseh držav, če morda če imaš ta podatek, ki je v glavi. Vem to, da je bilo kakšnih 3000 športnikov iz 20 držav, se mi zdi. Tako da je bila večja udeležba kot od prejšnjih olimpijskih iger, tako da sem imela tudi močno konkurenco, tako da jaz sem pač imela po seznamu najboljših časov pač 9. mesto od 18. Ja. Ampak na olimpijskih igrah, mislim na maratonu, kljub bolezni pa to, pa še tekla sem maraton prvič brez aparata, sem pač dosegla 8. mesto od 18 ljudi, oziroma žensk, pač to rečemo žensk. Kako je bila speljana proga maratonska? Si predstavljam, da niste šli ravno po mestu, da... Moja proga je bila v krogih. Ojoj. Koliko krogov, kako dolgih? En krog je bil 5 kilometrov. 5 kilometrov, se pravi 8 krogov več? 8 krogov in pol. In kje pa ste, v katerem predelu, moče veš, v katerem predelu ste tekli? Ne vem imena, ampak vem tudi, da je bilo v Tokiu na avtocesti. Na avtocesti se teklo pač, je bil viadukt, se je teklo pač v 8 krogih. Pač ovinek je bil 180 stopinjev, to je bilo močno. Taka trasa bila močna, da si tekel v 8 krogih in še težje je bilo to, da ni bila čisto tako izpeljana tako, da je bilo 2,5, mislim v eni smeri, ampak v eni smeri je bil nekako 3,5 kilometrov, ena pa stran je bila 1,5 kilometrov in meni je bila težja ta 3,5 kilometrov, ker se je zdelo celo večnost dolgo
Tako da, ampak So vam kroge šteli, najbrž niste bili prepuščeni sami sebi, da ste morali šteti, da ste vedeli, v katerem krogu ste. To je bilo kar, mislim, glede na to 18 tekačic, vendarle ni tako malo, pa bi se hitro lahko zmedel, v katerem krogu pa sem, v 5., 6., joj, za božjo voljo, koliko jih še imam. Drugače nismo samo ženske tekle. Aha. Tudi smo moški tekli skupaj na maratonu. V glavnem tam na, ko se reče, štartnici je bil na isti črti. Tam so bili ljudje dolžni s temi pač nalogami, da so morali pogledati vsakega tekača oziroma vsako tekačico, koliko je tekel, pa še tam na cilju si imel število krogov na listu, tako da samo so meni bili malo prepočasni. Pač in jaz sem pač tekla v zadnji krog. Takrat je že bila prva ženska zmagovalka na cilju. Jaz sem pa tako, vedno samo še en krog imam in jaz sem pa že nekje zadaj. Koliko je imela zmagovalka potem svoj čas, zmagovalni? Ta prva je imela 2:50. Tako da je bilo malo, ampak 20 minut pač. Tako, 20 minut razlike pač. Kljub bolezni potem si rekla, na koncu si dosegla in osebni rekord, odličen čas 3:13, pa še uvrstila si se med 8 najboljših, ob vsem povedano izjemno. Si vmes, kakšna je bila taktika, rekla si, šla si tja pač preživeti, ampak najbrž sta se s trenerjem dogovorila, kako boš pa vendarle štartala, kako je potekala tekma, si prehitevala so te druge, kako je bilo? Pač, ko sem bila na štartu, jaz sem mogla to biti brez aparata. Pač, jaz sem se pač najprej šla nekako v skupino, ampak to tudi je bila malo slabost zame pač na tem maratonu, da sem pač večinoma sama tekla, tako da nisem imela, ko se reče, nobenega temperja, pa tudi tako so ženske nekako tekle večinoma bolj samo zase, tako da logično je, ker je tekla, ne. Ampak sem tekla brez aparata, pa sem tako gledala okrog. Pač trenerja sem imela tam na okrepčevalnici na vsakem krogu, tako da mi je pač dal plastenke z gelom, ampak samo tam pa še malo je bilo neprijetno tam, da si imel samo 2 smetnjaka in da si mogel se držati določeno, da boš dal v koš na maratonu. In jaz, čakaj malo, tečemo maraton, nismo na nekem. Razumem, da se to pač, ampak samo, če tečeš maraton in da ciljaš v koš, da to še gledaš, Mislim, vem, da je ta predpis in pogoj na tokijskem maratonu vsako leto marca, da te lahko diskvalificirajo, če bi vrgel smet izven koša, ampak nisem pa vedel, da je to tudi na svetovnih prvenstvenih, na olimpijskih igrah recimo tudi pogoj, če bi vrgel smet na tla, da bi te že ne ravno diskvalificirali, kaj bi naredili s tabo, ne vem. To pa sem imela srečo, da me niso diskvalificirali, zato ker jaz sem pri enem 4. ali 5. krogu sem pač rabila malo več časa, da sem pač pila gel, zato ker mislim, pač gel imela. In da je pač pri meni tako počasi absorbiralo, zaradi tega, ker je bilo vreme mrzlo, pa ni bilo, pač zame ni to mrzlo vreme. Pač tako deževno vreme je bilo, da je deževalo nekaj, potem pa še veter me je ujel na trase, jaz sem rekla, bom dala vse od sebe in da bom pač, kar je pač, pač vse sem doživela, kajti za mojo prvo tekmo pravijo, da je vse super, ampak jaz sem pa tako malo zamešanimi občutki, da sem tako vesela, da sem vsaj dosegla to, pa žalostna tudi to, ker nisem pač dosegla časa, kot je rekel
Roman, da bi bilo 3 ure 5 oziroma 3 ure 10, ampak jaz sem pa se, ne vem, nekje se izgubljala, sta mi 3 minute več. Tako da, Koliko bi morala teči, recimo, da bi se prebila med prve 3 na 3. mesto? se mi zdi, da je imela 3 ure 5, 3 ure 5. Se pravi, v bistvu si bila, če ne bi bila bolana v formi, pravzaprav celo za olimpijsko medaljo. Ja. Ja, mogoče bom pogledala takoj. Meni ni bilo več važno za 3. mesto, ker je šlo mimo, pač ni bilo tako, ko se reče, 3 ure. 3 3 ure. ure je imela 3. mesto. Ampak Samo to bo imela cilj za naslednje olimpijske igre, da spravim pod ta čas. naslednje olimpijske igre so tudi na 4 leta, tudi igre, se pravi, igre gluhih so na 4 leta, je tako? Ja, tako je. Naslednje olimpijske igre so v Atenah, tako da čez 4 leta sem slišala, da bo pač to julija, da bo taka vročina, da bo to 35 stopinj. Pa so rekli, da ne bi bil lahko maraton že ob 2 zjutraj. To pomeni, da 1 uro nazaj ali naprej je tle pač. To pomeni, da boš Nisem morala tam. trenirati po noči ali kako. Ali že Ja, tako je. Saj drugače pač paše tudi nočni tek, ampak maraton pa še nisem doživela tega. Roman, tvoj trener mi je dejal, da večkrat treniraš zvečer ali pa po noči, da ti to ni tuje, no, da si sposobna tudi v temi teči. Ja, zato ker sem pač zaradi, ko se reče, zaradi obveznosti kot študentka, pa sem delala, mislim, tudi študentsko delo, da sem imela faks tako od 8 do 3 oziroma 8 do 14 ure. In potem sem takoj že hitela na popoldansko delo, pač od 15 ure do 22 ure, in zato sem tekla domov tako. Ja, tako da sem tudi doživela treninge po noči, tako da. Da ti ne bo nekaj novega, ko boš morala nastopati na olimpijskih sredi noči. No, zdaj bo pa cela Slovenija vedela, ti garantiram, jo, leta 2029, kaj so olimpijske igre gluhih in kdo tam nastopa, pa na kaj cilja. Zdaj, ampak to je še čez 3 leta in pol, do takrat je še kar nekaj tekmovanj. Slišim, eno tekmovanje za gluhe tudi v Ljubljani, drži, na Ljubljanskem maratonu ali kako? Ja, tako je. Evropsko prvenstvo gluhih, bo pa maraton v Ljubljani, tudi pač trasa bo podobna ljubljanskemu maratonu. Ja, cilj je to logično izboljšati svoj osebni rekord, pa tudi se uvrstiti na kakšne stopničke. Zato to želim doseči tudi na teh olimpijskih igrah, pa mogoče bom tudi tekla kakšno 10 na atletskem stadionu. Oziroma kakšni socijo trenerja, bomo videli, kaj bo rekel. Si se v letošnjem letu že pomerila na kakšni krajši razdalji, na kakšni tekmi, ali to pač ni bilo v prvem planu? Naprimer 5 kilometrov, ne, ker sem bolj, ko se reče, da sem Vzdržljiva? jaz sem bolj vzdržljivostna in da jaz pač moram trenirati zelo veliko na moči in hitrosti, pa tudi izboljšati svojo tehniko teka. Tako da imam veliko časa za izboljšati. Zdaj leto 2025 se poslavlja, prihaja leto 2026, je v koledarju Viktorije Horvat že kakšen maratonski nastop spomladi? To pa boste vprašali mojega trenerja. Ampak vem to, da drugo leto še bom šla na ljubljanski maraton. Tako da bom testirala, kako in kje po 2 letih. Ja, 2 leti. Bo 2 leti, tako je. In ljubljanski maraton naslednje leto praznuje okroglo 30. obletnico, to bo en velik šov, konkurenca predvidevam, da bo tudi velika, pride še kakšen drug gluhi tekač iz kje drugje. Si spoznala, recimo zdaj, si uspela spoznati morda te tekače, gluhe tekače z drugih držav, si morda s kom navezala stike? Ne, nisem. Zato, ker so bili večinoma gluhi tekači, ki so znali samo z znakovnim jezikom.
tako da nisem imela srečo. No, morda pa pridejo na Evropsko prvenstvo v Ljubljano, bodo sigurno prišli, evo, tako in takrat bo več priložnosti potem, ja, da. Ja, saj drugače, pač te ženske so pač bile starejše pol od mene, tako da bomo videli, da bo sploh še tekmoval naprej. To je tudi odvisno od tega. Evo, to si lepo povedala, si potem bila, ne vem, med mlajšimi, a si bila najmlajša udeleženka morda tega maratona? Pač ena punca je bila najmlajša, ki je bila stara 22 let. Najstarejša pa ta Je bila že nekje. čez 40, ali je bila že čez 40, ali pa že kaj takega? Mislim, da ja. No, torej, vidiš, kariera, če boš hotel. 47, 48 let. Dvakrat starejša od tebe. Večina je bila tako, večina bila taka starosti, ko se reče, do 2000 letnik. Se pravi 25-30 letniki, kaj takega. Ja, tako je. Pa tako dve pa jaz in ena punca iz pač Amerike, pač sva bile pa 2000 plus. Najmlajši dve torej. Kot sem hotel reči, pred tabo še dolga kariera, samo če boš vztrajala. Zdaj, kako tvoja okolica, recimo, pa tudi dol na obali, pa v Ljubljani, pa sošolci, pa vsi ostali zdaj spremljajo tebe, sprejemajo tvoj tek, da si maratonska tekačica, reprezentantka, atletinja. Ok, tekla praviš, da si že tudi prej, pa polovičke, se pravi, je nekaj tekaškega v tebi, ampak zdaj si se pa v enem letu prelevila v resno atletinjo. Kako tvoja okolica, recimo, to gleda na to, te podpirajo, se navdušujejo nad tabo, so začudeni, ko izvejo, da si maratonka? Jaz imam največjo podporo od moje družine. Jaz imam starše, brata pa dve sestrici, tako da vsi so zame pač tle. Drugače imam podporo tudi od te ekipe, od Kejžarja, ki je to najboljša pač, da te podpirajo, pa tudi pač ti pomagajo, še posebej, ko so intenzivni treningi na stadionu, sem jim hvaležna. Pa itak moj trener Roman je tudi pač, ko se reče, da itak mora dati vse od sebe, da pač kaj je. Pa tudi imam določeno podporo tudi od določenih ljudi. Pač lahko so tudi skriti, ki sploh ne vem, kaj za njih. Pač, ja, ampak jaz upam, da pač dam dober vzor naprej. Prav gotovo, prav gotovo si lep zgled, rekel, za vse, ki se morda v življenju spopadajo s kakšnim izzivom, s kakšnim hendikepom, tudi z gluhoto, na vse zadnje. Morda boš pa ti tista, ki bo spodbudila še kakšnega mladega, ki ima podobno zgodbo kot ti, da se loti vzdržljivostnega teka, no, da tukaj najde recimo svoje poslanstvo, tako si ga ti. Namreč, če ne bi tekla zdaj, kaj ti pomeni tek, Viktorija? Mislim, to ni samo šport, atletika, tekmovanje, najbrž tudi nekaj več, nekaj integralno, nekaj življenjskega. Tek je zame prav disciplina in red, pa tudi šport, pa življenje, da samo te nauči pač dobrih in slabih stvari, da pač maraton je taka, da te malo popelje pač skozi nove izkušnje. Nekaj se naučiš iz tega, tako da tudi se nekaj naučiš v življenju in to ti da pač primer maraton. Pa tudi treningi ti dajo to, pač taki težki in lahki dnevi, pol vidiš, da je tako življenje. Pa jaz pa želim vztrajati, ker želim videti svojo pač tisto, če sem kaj napredovala ali pač, in da seveda bom jokala, če mi ne bo šlo, ampak bom pač šla naprej
to je pač pri meni. Ampak se trudim biti pozitivna oseba, ampak včasih mi ne gre, ampak Kdaj na maratonu ti je najtežje, zdaj si že nekaj, ali pa vsak maraton svoja zgodba, morda. No? Ja, pa deva reči tako, kot si ti rekla. Kateri maraton od teh treh ti je bil zdaj najtežji, kateri ti je bil pa najljubši? to žal ne morem reči tega, kateri je bil najtežji maraton, zato ker ta maraton, vsak maraton, 3 maratone sem tekla in vsaka je čisto, ko se reče, posebna zgodba. Mhm. Pač prvi maraton je bilo to, da sem pač tekla sama, pa tako brez treningov vsakdanjih, pa tudi nisem vedela, kakšen je maraton. Pa drugi maraton je bil tudi poseben, ker ko sem trenirala vsak dan, pa sem imela pač temperja Romana, pa tretji maraton to na olimpijskih igrah. Pa tudi ima zgodbo, pač, da sem bila brez aparata, pa to ne morem reči nič. Ampak na vsakem maratonu je bilo logično nekaj težkega, pa nekaj lahkega. Ampak samo to pa ne bi znala odgovoriti, kateri je bil najtežji maraton, ker je bil čist vsak maraton drugačen. Naprimer, na ljubljanskem maratonu vem to, da je bilo najtežje, ko sem pač tekla na trasi iz VTC-ja do cilja, to je bilo najtežje. Te popolnoma razumem, ja. Te popolnoma razumem, tista. In pa Kajfova. na drugem maratonu v Linzu, tam je bilo najtežje, ko smo tekli na trasi, ko je bila neka železniška postaja. To je bilo meni močno. Sem rekla, kdaj pa boste si razmislili o drugi poti. Ta maraton. Trasa v krogih. Jaz nisem se prijavila na to, da bom šla teč kroge, če je to maraton. Če bi že tekla v krogih, bi šla teč 10 kilometrov na stadion. Ampak ni več važno, če je maraton. Pač tam na maratonu pač v Tokiu mi je bilo težko bolj pač brez aparata. Pa tudi sem bila taka, pač vsak maraton ima spomine, pa to določene stvari, pa tudi posebno zgodbo. Pač niso vse enako, ne vem, kako bi rekla tej besedi. Tako, ja, vem, kaj hočeš reči. Težko je primerjati različne maratone, vsak je čisto unikatna zgodba. Tisti, ki smo jih že nekaj pretekli, lahko samo potrdimo, da čisto vsak maraton ti pokaže nekaj novega se naučiš, pa spoznaš o sebi, ker nisi vedel. Povej mi, rekla si, kako treniraš, ampak vseeno, če greš sama teč distanco, kje so kakšni tvoje poti, tekaške, tvoji tereni, kje najraje tečeš, ko moraš iti na iztek, recimo, ali pa tudi na dolgi tek, kje je tvoja omiljena, tvoja najljubša trasa, ki se jo pa nikoli ne naveličaš? Jaz pač nimam še vedno svoje najljubše tekaške poti, ampak jaz pa lahko povem, kje tečem. Izvoli. Moji teki so pogosti v mestu, v Ljubljani. Pa imam, prej sem imela to treninge na stadionu v Ljubljani, ampak zaradi prenove stadiona pa smo se premestili v Kranju, tako da treniram v Kranju na stadionu. Ampak smola je, da sploh še nisem tekla v Kranju. Mislim, v Kranju, prav v centru. To še nisem tekla, pa sem želela iti. Drugače, kar tečem mogoče po centru v mestih, ampak pa tudi tečem tako na moji obali, pač od Lucije do Kopra pa nazaj. Taka dolžina in pa tudi tečem dolžino, kdaj v Ljubljani, samo je vsakič taka izgubljena pot, da se izgubiš nekje. Se strinjam, joj, Ljubljana. Te moti kaj ta ljubljanska megla, ki je zdaj, bom rekel, že nekaj tednov prisotna v kotlini, na obali vem, da je sonce, pri nas na Gorenjskem je sonce, v Ljubljani pa ta siva, trda, debela megla. Ja, me malo moti, da je takšno vreme, pa jaz želim veliko bolj sonca kot megle, tako da dobiš vitamin D pa to. Se strinjam. Pa nisem navajena mrzlega vremena, pač
nisem navajena mrazov, ker sem bolj navajena vročine, se čuti tako malo razlika, da kje si pa to. Ja. No, prej si omenila, da si nogometna navdušenka, vem, da imaš celo na Instagramu, ja, si nogometno navdušena, mislim, da imaš še ime tako narejeno. Tvoja najljubša nogometna ekipa, morda? Jaz nimam sploh svoje nogometne ekipe, ampak samo pridem pogledati določene tekme. Ampak jaz samo sem večinoma gledala to tekme, ki je igrala Slovenija. Pa zdaj sem prišla gledati tekmo pred kratkim, bravo, Domžal, bravo, Olimpija, bravo, Olimpija. Tako da gledam to bolj samo za uživanje, pač tako, da nimaš samo tega, pa tudi malo mešaš nogometu pa to. Si se kdaj poskusila v igranju nogometa? V otroštvu sem to igrala, ampak če bi zdaj igrala, ne vem, če bi znala, ker to je že dolgo časa nazaj, ampak sem imela sanje, da bi pač igrala nogomet, da bi me kdo povabil na nogomet, mislim, od znanih nogometašev, to bi imela, a pa da bi dobila nogometni dres. Pa za božjo voljo, spoštovane, ste slišali? Ja, Viktoriji, moramo na en način zrihtati nogometni dres, če koji od Jana Oblaka ali pa od kogarkoli drugega, no, slovenskega reprezentanta, recimo, zato da bo šla lahko kdaj na kakšen iztek v tem dresu. No, to bi bilo. A imaš kakšen dres, že imaš kakšen dres doma, mogoče imaš nogometni? Imam nogometnega dresa. Zdaj si bom s poslušalcem, gledalcem zadal cilj, da ti v letu 2026 zrihtamo en nogometni dres. Si morda kakšnega želiš, morda imaš kakšnega fuzbalerja, od katerega, ali pa fuzbalerko, od katerega bi imela ta omiljeni dres. Imam določenega. Potem pa ne bo pa presenečenje. Tako, nogometni. Ne bo presenečenje pač. Naslednje leto je namreč tudi svetovno prvenstvo v nogometu, to boš sigurno spremljala. Ja. Brez Slovenije sicer, ampak bo sigurno zanimivo v Ameriki in v Mehiki bo. Sicer pa vem, da si bila tudi prostovoljka v Planici, drži to? Ja, tako je, drži. Pač to je bila lepa, mislim, izkušnja v Planici, oziroma da sem pač videla skoke, ki sem bila tudi prvič na Planici. Pa sem doživela prav ono izkušnjo kot navijačica, pa tudi sem bila na neki določeni točki za invalide, pač tam sem imela malo lepši razgled, ampak. Ja, en super krajši dokumentarec, 10-minutni so v tebi posneli, takrat sem si ga pogledal, res fajn. Bom dal link spodaj v opis epizode, da si to še lahko najini gledalci, gledalke pogledajo. Tudi reklama za Planico je bila tam zraven. Bo šla spomladi spet v Planico? Mogoče, bomo videli. Prej si omenila, no, še to moram te vprašati, da je tvoja mama tudi tekla, no, pa starši. Greste kdaj še teč skupaj, greste na kakšen iztek? No, sej vem, da ti ne morejo slediti, ker si sicer prehitra, ampak greste še na istrski maraton moče skupaj ali pa kaj podobnega? Samo to leto, odkar sem trenirala profesionalno, pa so zdaj malo. Pač moja mama je malo zdaj počiva s tekom, tako da pač malo teče, pa malo tako, ker ima tudi veliko dela, pa tudi zmanjka časa, tako da seveda pa želim en tek z njo, a ne samo ful je težko uskladiti, ker jaz moram biti večinoma treningi pa to še s faksom, da moram biti večinoma tle, ki sem zdaj v Ljubljani, pa moram biti v Ljubljani, pa medtem pa ne moram biti na obali. Očitno jo boš morala kar ti prijaviti na kakšen maraton ali pa polmaraton, potem pa ne bo imela izgovora, pa bom morala trenirati. To pa bo se ono prijavila. Jo ne bo treba priganjati. Praviš, si kdaj vprašala svoje starše, kako to, da so ti dali ime Viktorija? Viktorija je namreč zmagovalka, to je tako udarno, res ime, ki ti, bom rekel, če komu tebi res pristoji. Ne,
nisem nikoli vprašala, ampak vem, da moje ime pač pomeni zmaga, ampak še nisem zmagovalka, še nisem kaj dosegla, kaj dobrega. Ampak ciljam pa na to čez nekaj let, saj komaj treniram že 1 leto, da to je zame dosežek, kar mi je ratalo. Zdaj pa gremo pač dalje na drugo leto, s novimi cilji, pač v novo leto. Tako se ravno pravi čas tole snemava, ja, da so dala še ostali malo zagona novoletne zaobljube. Veste, kakšne morate dati. 2026 mora biti najboljše leto doslej, kot bo tudi za Viktorijo. Morda za konec vprašanje, draga Viktorija, si že po naravi, oziroma dajva tako reči, si morda tudi zaradi svoje gluhote bolj trmasta, odločena, bolj stremiš k cilju, da ti bo nekaj uspelo, ali si že tako ali drugače taka po karakterju? Kaj meniš? Najbrž so ti tudi starši rekli, ali pa sama vidiš, zato ker si morala neko tako oviro v življenju preskočiti, so potem vse ostale, bom rekel, ne bom rekel lažje, ampak se jih lotevaš z večjim zanosom, z žarom. Zaradi gluhote sem mogla dokazati sebi in drugim, da pač zmorem vse to, saj kajti ker določena invalidnost je da kao ovira in da kao eni pač ne zmoremo tega, pa tako da s tem dokažeš, da lahko pač zmorem vse to, da sem pač kot normalna oseba, da lahko pač naredim pač vse in da lahko dokažem, da sem zmožna vse to uspeti, tudi to, da sem lahko uspešna oseba kot gluha oseba, kjerkoli pač se bom potrudila in dala vse od sebe. Draga publika, drage dame, dragi gospodje, lepe praznike vsem želim. Najprej se bom pa prav lepo zahvalil moji simpatični, izjemni sogovornici. Viktorija Horvat je bila tole. Zdaj veste, kdo je, poznate jo, ko jo boste videli teč, ji pomahajte, zaželite ji vso srečo. Za njo boste še slišali, ja, in tudi kot olimpiko, kot maratonko jo bomo še srečali. Viktorija Horvat, hvala za prijeten pogovor, hvala, da si vzela čas med prazniki tudi za tole in ti želim izjemno leto 2026 in še boljšo kariero. Najlepša hvala, pa tudi srečne praznike vam želim, pa tudi vsem poslušalcem in poslušalkam želim tudi isto. Lepe praznike, pa tudi tečite kakšen kilometer. Haha. Tako, ne samo jesti, pojte še laufat. Hvala, Viktorija, srečno novo leto ti želim in se vidiva tam zunaj. Ja, hvala enako tudi vam.